In današnja tema je seveda varstvo osebnih podatkov. Pogledali si bomo pravzaprav v prvem delu nekako predvsem, kaj določa splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Evo, že eno vprašanje smo dobili, super. Bom kasneje ga pogledal, definitivno. V drugem delu pa malce več o temi torej same zasebnosti in nadzora na delovnem mestu. Seveda uporabljamo čedalje več informacijskih tehnologij in tukaj se tudi več podatkov o nas zbira med tem, ko delamo. Zakonodaja je tukaj bolj pičla, ampak bom rekel, izzivov v praksi je pa kar veliko. Tako da bomo v drugem delu veliko na to temo govorili. Vprašanje, kot rečeno, kar sproti natipkajte, sicer pa predlagam, da v bistvu kar začnemo. Uvodoma, kot rečeno, prvi del bo posvečen novemu. Zdaj že ne tako novemu, že kar 3 leta in pol, še več, v uporabi splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. In delovnopravno področje tudi pri delu informacijskega pooblaščenca zelo obsežno. Mislim, da je večina mnenj, ki jih napišemo, se dejansko nanaša na izzive z delovnopravnega področja. Največ jih je na to temo. Tako da je to za vas tudi eno zelo relevantno področje. Mogoče na kratko, zakaj smo sploh rabili to novo uredbo. Prvi, bom rekel, povod je bil ta, da smo do takrat imeli v bistvu zelo zastarelo pravzaprav ureditev in sicer je temeljila na direktivi iz leta 1995. Takrat, če se spomnite, nismo imeli ne Googla, pravzaprav ni bilo Facebooka, ni bilo cloud computinga, interneta, stvari. Vaši pametni telefoni so bili ne tako pametni. Verjetno so znali poklicati, pa kakšen alarm nastaviti, pa SMS poslati. Gotovo pa ni bilo vsega tega, kar imamo danes na njih, kar pomeni, da tudi ni bilo pravzaprav toliko aplikacij in toliko podatkov se ni zbiralo kot sicer. Druga stvar, pokazala se je potreba po večji harmonizaciji v Evropi. Šlo je namreč za direktivo in direktive postavijo samo minimum, torej nekih pravil in države lahko sprejmejo pravila po svoje. In so seveda to tudi gladko naredila, tako da smo na koncu imeli praktično 28 precej različnih zakonov o osebnih podatkih, kar pomeni razlike v tolmačenjih, v pooblastilih, tudi v sankcijah. Recimo Španci so bili zelo radi so kaznovali, takoj ko si kaj narobe naredil, je padla globa. Medtem ko v Veliki Britaniji so inšpektorji rabili dovoljenje, da pridejo na nadzor celo. Skandinavci recimo pa skoraj nikoli niso nobene globe izrekli. Google Street View je bil tudi tak primer, kjer se je lepo pokazalo, kako različno je ena storitev lahko urejena v različnih državah. V enih je bila dobesedno prepovedana, v drugih pod nekim pogojem, v tretjih pa gladko sprejeta. Multinacionalke, tukaj na desnih imate par, so v bistvu najbolj, vsaj te informacijske, če jim tako rečemo, so v bistvu najbogatejša podjetja na svetu. Bogata pa niso zaradi nafte ali pa rudarjenja, ampak zaradi pravzaprav rudarjenja po naših podatkih. Torej, kaže se, da so naši osebni podatki nekaj najbolj vrednega postali, da je to dobesedno valuta nove informacijske dobe in je seveda zelo pomembno, kako to reguliraš, kdo in kaj z njimi sme početi, kdaj jih lahko zbira. In nenazadnje tudi za nas, a imamo lahko mogoče malo več pravic, če v bistvu kadarkoli se obrnemo, nekdo od nas nekaj izbere. Če date kartico, neki piska in ponovadi pisk pomeni, da vaši podatki letijo v neko bazo. Tako da to so bili glavni razlogi. Zadeva se je začela 2012 in je bila v 4 letih dokončana po številnih usklajevanjih in pripombah. Odločitev je bila, da bomo imeli splošno uredbo, torej prvič splošno v smislu vse sektorje pokriva, šolstvo, izobraževanje, delovna razmerja, telekomunikacije, zdravstvo itd. In pa gre za uredbo, evropsko uredbo, kar pomeni, da je neposredno uporabna. Tako kot piše v njej, črno na belem, velja direktno za vse članice EU. In spremembe so možne samo tam, kjer uredba to dopusti. Torej, sprejeta je bila kasneje aprila 2016 in se začela uporabljati za majem 2018. Zdaj, Slovenija je nažalost še vedno zadnja država članica, ki ni sprejela nekega spremljajočega ali pa izvedbenega zakona in tale famozni ZVOP-2 čakamo že dobra 3 leta. Trenutno je po zadnjih informacijah sicer predlagan
nova verzija vladi, ki ga zaenkrat pa še ni obravnavala na svoji seji. Ko bo to gradivo obravnavano in šlo naprej v državni zbor, upajmo, bo končno tudi ta zakon sprejet. Kaj bo pa sploh urejal oziroma kaj lahko? Tisto, kar kot rečeno dopušča uredba. To je neka postopkovna vprašanja, ureditev zdravstvenih, biometrijskih, genskih podatkov, morebitne drugačne ureditve v javnem sektorju, relacija varstva osebnih podatkov, informacije javnega značaja, arhiviranje, statistični nameni, sledljivost tudi eventualno z vidika varnosti in pa tudi samo izrekanje sankcij, torej konkretizirano. Sama uredba je seveda dostopna na spletnih straneh, ne pozabite, na prosojnicah so samo povzetki, ni to celotno besedilo. Ni najkrajša, bom rekel, je kar 99 členov, pa če se ne motim 173 uvodnih določb, ampak tisto, kar morate o uredbi vedeti, bo v bistvu v nadaljevanju po mojem predstavljanju.